Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 5 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Sveta Alenka prosi za nas. Danes pa vas prosim, da čim več prijateljem poveste, zakaj boste glasovali za stranko SAB, in jih prosite, da tudi oni naredijo enako. Če ste upokojenec in gledate ta posnetek, vas prosim za vaš glas. Če si v Državnem zboru želite ekipo, ki se bo borila za upokojence, 24. aprila glasujte za SAB. Če gledamo Alenko Bratušek na soočenjih, imamo občutek, da se poteguje za mesto premierke, kar seveda ni res. Bori se za politično preživetje. In volivci upokojenci so ga omogočili že marsikomu. V nedeljo bo znano, ali ponovno tudi njej. Sedaj pa se lotimo 114. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Faktor, volilne napoved, kje smo zdaj in kaj bo po volitvah drugače. Kako diha Slovenija pred volitvami in kako bo po njih, bomo vprašali našega posebnega gosta, dr. Janeza Šušteršiča, in našega stalnega komentatorja, dr. Igorja Lukšiča. Janez, Igor, dobrodošla. Dober večer. Dober večer. Najprej me zanima, da seveda oba zelo dobro poznata Alenko Bratušek. Ne vem, če ste gledali včerajšnje soočenje na Pop TV, no, ampak nekje na soočenju se je razvila debata, kdaj je bil ukinjen davek na plače, ne? In je pač Janez Janša je trdil, da je to ni naredila njegova vlada, Alenka Bratušek je trdila, da je to naredila pač njegova prva vlada, tista 2004-2008, oziroma zdaj že žal pokojni takratni finančni minister Andrej Bajuk, ampak nihče se pa ni spomnil v studiu ali pa širše, ne, da tako rečemo, da Alenka Bratušek to ve, Janez, ker je ona to počela takrat pri Andreju Bajuku, ne. Jaz tudi ne bi zdaj na pamet ugibal, kdaj je bil ta davek ukinjen, je pa prav, da je bil, ne. Ja. Bi rekel, da je bil to del tistih reform takrat, ampak veš kako, jaz imam že toliko let, da je moj spomin nič zanesljiv. Ja, v bistvu je Igor, ne, Alenka Bratušek... A si pogooglal pa preveril, no? Ja, pa mislim, da je ona to počela celo takrat tam. Ja, sicer pa po na navodilih Ministrstvu za finance. Ja, po navodilih nadrejenih, logično, ne, ampak ja. Igor, Alenka Bratušek ima že kar nekaj zdaj politične kilometrine, ne. Zdaj videli smo, na soočenjih sem rekel, pač nastopa, kot da je še zmerom kandidirati za premierko, v tem spotu, ki sem ga zdaj pokazal, pač nagovarja direktno upokojence, ne. Ko ti zdaj ocenjuješ, recimo, pač njene možnosti na teh volitvah preko volilne kampanje? Zdaj, upokojenci so volilna baza, ki jo marsikjer nagovarja, ker so pač neki zvesti volivci v smislu, da radi hodijo na volitve, ali lahko po tvoje pač neki taki direktni nagovori upokojencev, ne, kot smo ga zdaj videli, pač pomagajo pri tem, da SAB ponovno pride v parlament. Ja, težko je reči, recimo, da so v stranki ocenili, da je to dobro, oziroma v stranki pomeni ona in še nekaj ljudi, ki to stranko pravzaprav sestavljajo. Prostor, ki ga sprošča Desus, je gotov prostor, ki je na nek način prazen, saj dokler ne bomo videli, kam so ti glasovi šli. Tako da gotovo je ena možnost, kjer vidi tako najbolj čisto rešitev. Namreč naš problem v slovenskem prostoru je, da imamo zelo malo strank, ker stranka je politična grupacija, ki ima ideje za celo Slovenijo, za vse državljane, za celo državo in za pozicioniranje Slovenije v svetu. Tisti, ki tega nimajo, ne zmorejo, niso uspeli tega ustvariti, se potem fokusirajo samo na eno od skupin. Ne, smo imeli stranko mladih, imeli smo stranko upokojencev, stranko delavcev, stranko kakšnih intelektualcev, recimo, in tako naprej. Tako da zdaj v pomanjkanju tovrstne vizije je seveda fokusiranje na en del prebivalstva, ki preverjeno hodi najbolj množično na volitve, verjetno dobra rešitev. Tako da to verjetno ni slaba odločitev, da se zdaj fokusira na upokojence.
Ja, ne, zdaj nekako so se trudili na teh predvolilnih soočenjih, da bi se pogovarjali tudi o ekonomskih kazalcih, v kakšnem stanju je recimo Slovenija, kaj lahko pričakujemo globalno glede ekonomije in tega. Kaj ti praviš na to? Najprej pač kakšni so trenutni pač makroekonomski kazalci pri nas in drugo, ali jim je uspelo v predvolilni kampanji to vprašanje nasloviti kot eno izmed ključnih? Ja, trenutni so v redu, po moje še. Je pa kar veliko tvegano, oziroma že kar stvari, ki se vejo, da bojo šle na slabše. Zlasti se, kar se tiče cene energije, pa nasploh tudi oskrbe z energijo, ne? Tudi zaradi seveda vojne, ne, v Ukrajini, ampak tudi sicer, ne. Pa zaradi, po moje, seveda tudi nas čaka zelo resen pogovor o nekem energetskem modelu za Evropo in za Slovenijo. Vse to se že dogaja, ne. Ta prekvalifikacija jedrskih elektrarn recimo je zame zelo jasen signal, da se politika nekoliko obrača v drugo smer, a ne, da pač sonce, voda, zrak, svoboda, kako reče Golob, niso zadosti za energijo, ne. Ampak je še kaj bolj opremeljivega in močnega treba za to, ne. Druga stvar je pa seveda javni dolg, ki se sicer zdaj znižuje, ne. Tukaj je zelo zanimivo, vsi so zdaj pozabili povedati, da se znižuje, ker so se naučili one številke izpred pol leta. Je pa res, da gospodarska rast ne bo več 8-odstotna, tako da tukaj bo treba zelo pametno v bistvu to, ne dolg zniževati, ampak predvsem primanjkljaja, ne. Že letos pa potem Tekoči naprej, misliš, ne? Tako. Ja. To sta po moje dve glavni zadevi, a ne. Pa seveda to, a ne, kar ves čas govorimo, prijazno okolje za podjetja, a ne. Zdaj, če so bile neke davčne spremembe narejene, jih ne moreš kar spreminjati nazaj spet čez pol leta in tako naprej, a ne. To bo velik signal, pa še druge stvari so, a ne. Ja. Se mogoče o tem še kaj rečem. Igor, koliko se ti zdi recimo, da so te globalni trendi pomembni pri nas za volitve? Vemo, ne, zdaj tujina ravno ne trepeta, ne, glede rezultata volitev pri nas, kot je mogoče še trepetala tudi pri Madžarski ali pa deloma celo pri Srbiji, vemo, trepeta zdaj pri francoskih volitvah, ki so tako rekoč hkrati z našimi, predsedniških ne trepeta za rezultat volitev v Sloveniji, pa koliko se recimo ti globalni trendi se tebi zdi pri nas kaj poznajo v tej kampanji oziroma pri teh volitvah? Ja. Tale vojna za Ukrajino oziroma reakcija Združenih držav Amerike, kako poenotiti NATO in s tem zmanjšati vpliv Nemčije v Evropski uniji in sploh v svetu, je nekaj, kar nas zelo drago stane. Na to seveda nimamo vpliva in ker smo tu disciplinirani, zelo poenoteni, tudi glasovanja v državnem zboru glede izgona ruskih diplomatov, se pravi tam, ker si to lahko zmeril, koliko je Slovenija enotna, se je pokazalo, da tle nekih velikih odmikov ni. Ni velikih razlik, tudi recimo test pred tem, kako reagiramo in kako prebavljamo te domisleke in ideje svetovnega voditeljstva, kako reagirati v času COVID. Nismo bili nič inovativni, smo vse lepo v miru prebavili, nekje smo šli celo čez tisto ukrepanje, kar je bilo predlagano, tako da tle smo se tudi lepo obnašali. Tako da se mi zdi, da teh svetovnih odločevalcev ne skrbi, kdorkoli bo zmagal, bo deloval v skladu s temi načrti, ki jih imajo oni zase in tudi za Slovenijo. Tisto, kar je problem, je, da Slovenija ne krepi svojega načrtno, ne, svojega enega intelektualnega bloka, ki bi bil sposoben premisleka, da bi Slovenija zase lahko izpulila v tej mednarodni delitvi dela in delitvi dobrin kaj več, kot ji namenijo ta veliki. To ni bila tema volitev, bi pa seveda morala biti. Ne nazadnje, mi smo se zato borili za svojo državo, da se bomo lahko sami pozicionirali v tem svetu. Ne, da se pozicioniramo prek Dunaja, Beograda ali pa zdaj Bruslja. In to je nekaj, kar je umanjkalo. Se pravi, ta razgradnja intelektualnega potenciala, ki ga politika, država, nobena stranka noče angažirati, je nekaj, kar se mi zdi, da se je najbolj napolno pokazalo prav pred temi volitvami, da leta 2018 ni bilo tako zelo slabo, kot je zdaj.
Janez, pred leti, ko si bil ti še direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj, smo pač govorili o nekih velikih strukturnih zgodbah. Ne? Zdaj ti si sicer rekel, da pač čaka nas ta energetski premislek in tako naprej, ampak ni ta hip občutka, da govorimo o nekih velikih zgodbah, ali se motim? Govorimo o eni veliki zgodbi, to je zdravstvo. Ne? To je velika tema kampanje. Je pa res, da tukaj je zelo malo nekih celovitih rešitev. Ne? Tudi zaradi tega, ker se pogovarjamo o simptomih. Tudi vprašanja, ki jih ljudje dobivajo na soočenih, so vprašanja o simptomih, o čakalnih vrstah, o zdravnikih, ki delajo hkrati v javnem in zasebnem sektorju in tako naprej. To so vse simptomi. O dopolnilnem zavarovanju, ne? To je tudi samo simptom. Ne? Dopolnilno zavarovanje takšno, kot je zgolj simptom tega, da pač ta javni sistem ne deluje. Ne? Zelo malo jih je, ki rečejo v tej kampanji, da je treba javni sistem drugače postaviti. Ne? In tukaj, ne vem, ne, tisto, kar recimo govori Nova Slovenija, pač javni sistem po zgledu nekih držav, kot so Avstrija, Nemčija in tako naprej, je po moje reforma, ne? In je seveda v korenu reforma. Ne? Zdaj postaviti enega državnega sekretarja za skrajševanje čakalnih vrst je pa, veš, ne? Je pa smešno. Ne? Tako da to je recimo ena velika stvar, energetika je druga velika stvar. Ne? Tudi na koncev to, čemu smo včasih rekli dolgoročna financiranje sistemov, ne? Kot so dolgoročna oskrba, pokojnine, te, ki so vezani na staranje prebivalstva, tukaj seveda vsi zelo veliko obljubljajo, ne? In tudi mislim, da je popolnoma jasno, da se te stvari bo morali financirati iz proračuna, ne z nekimi prispevki, ker teh prispevkov že zdaj za pokojnine že zelo dolgo ni dovolj, zdaj so pač še druge stvari. Ampak zakaj bo potem šel s to v proračun? Ne? To so zelo resna vprašanja, ne? Se pa v nekih, bom rekel, srednjeročnih prioritet, kam bomo zdaj ta denar dejali. Ja. Tako da to so res take strukturne teme. No in na te teme bomo poskušali najti odgovor tudi v nadaljevanju vdaje, tako da ne nam ujiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako diha Slovenija in kako bo dihala po volitvah. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Janez Šušteršič in Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, kako diha Slovenija in kako bo dihala po volitvah. Igor, ne glede na vse, ne, čeprav imamo včasih občutek, da gre za politično vojno, ko spremljamo to predvolilno kampanjo, vseeno, saj jaz osebno nimam občutka, da bi Slovenija z nekim posebnim strahom šla na te volitve. Zdaj, če upoštevamo epidemijo, vojno v Ukrajini in vse, kar to prinese zraven, se mi vseeno zdi to nek vendarle dosežek, ne, da ne bomo samo kritični, da pač v državi ne trepetamo zdaj za življenje, ko se nam bližajo volitve. Ja, to se mi zdi, da je kar dobro, da so nekako dileme so izčiščene. Ne? Ve se, kaj vsak tisti ve, da ima čisto glavo, kam bo šel ta glas. Ne? Ali bo šel za to vlado, ki pravi, da je naredila ogromno, ali bo šel za neko drugo vlado, ki predvsem stranke, ki naj bi jo sestavljale, trdijo, da je ta obstoječa Janševa vlada delala zelo slabo. In razpored glasov po strankah nekako kaže, da bomo spet šli v neko normalno situacijo, ki je v Sloveniji, tako so dosedanje volitve kazale, v prid tej levi sredini tam od 5 do 10%. Zdaj pa seveda tisto, kar je pa na teh volitvah problem, je pa ali bojo vsi oddani glasovi tudi prišli v parlament. Se pravi, ali se bojo v parlamentu uvrstile vse stranke in to se lahko zgodi. Ja, vse se ziher ne bojo, ker jih je 20, saj upamo, da ne. Ja, to se misli zdaj seveda na te, tisti, ki se morajo uvrstiti. Ki so odločilne, ja, za to, da bo levo-sredinska vlada oziroma da bo desno-sredinska vlada. Yeah. In ta izkušnja recimo iz leta 2008, ko neuvrstitev Nove Slovenije je nekako izčistila zmago levo-sredine
Zdaj v tem primeru pa gre pravzaprav levi in desni blok, ki imata podobna železa v ognju in se obema lahko zgodi, da za 5% zgubita oziroma zmagata. Ne? Ampak nekako je, veš, Aljuš, se mi zdi, da tisto, kar umerja te volitve, je, da nekako leva sredina verjame, da bo zmagala, desna sredina je pa nekako sprijaznjena s tem, da je 2 leti vladala in dobila to darilo 2-letnega vladanja in ima občutek, da ga je to dobro izkoristila. Da je to tisto, kar pomerja in ene in druge. Se pravi, da ti niso preveč razočarani, če bi izgubili volitve, ti pa so toliko prepričani, da bojo zmagali, da se jim tudi ne zaostruje. Aha, zanimivo. No, Janez, ti si spremljal te trende, predvsem to, kar je za Igor rekel, se pravi ta nek Janša, anti-Janša, kako so šli, si naredil tudi en graf. In tisto, kar je zanimivo tle, boš seveda potem sam razložil, je, kako nihajo te odstotki. Ne? Enkrat so eni nad 50%, drugič so drugi nad 50%. Boš lahko več povedal, izvoli. Ja, to je v bistvu, najprej da graf razložimo. Ne? Pač, sešteješ glasove tistih strank, ki bi se uvrstile v parlament pač po tisti anketi, ki je takrat objavljena. Te ankete so zdaj praktično vsak dan. In potem začunaš razliko med tem. To ti najbolj jasno kaže, kdo bi lahko sestavil vlado. A ne? Zdaj, jaz če bi Igor delal, bi bila mogoče levica minus desnica, jaz sem naredil desnica minus levica. A ne? To se pravi, takrat, ko je ta vrednost nad nulo, je desni blok ima večino, ne? V anketah, ko je pa spodaj, ima pa levi. A ne? In tukaj vidimo, da pač to zelo niha, a ne? Niha pa plus minus 10% točk. In seveda zadaj za tem nihanjem je v veliki meri točno to, da včasih kakšna stranka pride čez prag, včasih pa ne. A ne? In to jaz tudi mislim, da bo to na koncu odločilo, kdo bo vlado sestavljal. A ne? Lahko, se pravi, recimo Alenka ne pride, nekdo drug pride ali pa obratno, a ne, to lahko na koncu vpliva na to, kdo bo imel večino poslancev, zelo močno, a ne, ker tisti, ki ne pride, jih izgubi 5 za svoj blok, ne. Tisti, ki dobi pa 1% več na volitvah, pa ki že tak noter prinese pa 1 glas svojemu bloku, a ne. Je pa, tako da jaz mislim, da to še vedno zelo nepredvidljivo, da se to lahko, ker vidimo, da niha, a ne. Tako da tukaj jaz mislim, da niti slučajno še ni odločeno, ne? Da tudi se mi zdi, je pa res, no, da seveda razen z redkimi opozorili, ki sem jih kje videl, je ta levi blok prepričan, da bo zmagal in to pošteno zmagal in se ta nek zanos tudi čuti pri njih, ne? Mal je ta zanos mogoče vseeno zadržan, ker niso vsi navdušeni nad tem, kdo bo zmagal med njimi, ne. Ampak vsi bi raje videli, da bi oni, ne. Ampak glej, ne. Tako da desni blok pa se mi zdi, pa mislim, da vseeno malo tudi preračunava, da bi pa lahko zmagal. Jaz mislim, da se nimam občutka, da so se predali, ne. Tudi moram reči, da če smo pri tem, no, se ne strinjam več z Igorjem, glede tega, da je relativno tole mirno, pa da nas ni ničesar strah. Ne. Nekatere izjave v tej kampanji so bile strašljive. Ne. Recimo ta izjava o tem, meni je predvsem tisto, kar je strašljivo, ne, je seveda kakšen populist je Robert Golob. Ne. Mi vedno govorimo zadnje leto o nekih desnih populistih, ampak on je tipičen populist, karkoli ga vpraša, kdo in mu predlaga, tole bi bilo treba narediti, on vedno reče, ja, to bomo uredili ta prvi teden po volitvah. Ne? In to ljudje radi slišijo, ne? Ker je seveda, radi slišijo, da bo nekdo nekaj v redu in da obljubi, da bo v redu in to takoj, ne? Ampak tukaj so stvari, kot recimo nekatere medije bomo ukinili, zakon RTV bomo takoj spremenili, en kup obstoječih zakonov, za katere morda je pa komu všeč tako, kot je, ne? A veš, jih bomo kar ukinili, ker prvi mesec, ne. To se mi zdi način vladanja, ki bi mu levi mediji takoj rekli janšizem, če ne bi bil to levi predsednik vlade, a ne. In se mi zdi, da to nas bo še lahko zelo teplo. In tukaj je ta problem, da on tudi v svoji glavi še ni postal politika, ne. Pa ne v tem smislu, da se ne zaveda nekih procedur, to je bil Jankovićev problem, a ne, to je problem vseh teh ljudi, ki so navajeni
biti veliki direktori, ker nekaj rečeš, pa se zgodi, pa če se ne zgodi, malo zatulaš, pa se potem zgodi. A ne? Ja. In, ali pa se nekaj zmeniš, potem pa se spet zgodi, a ne? Ampak zmeniš s temi sredstvi, a ne? Neformalnimi, da tako rečem, no, da ne bom kaj hujšega rekel. In to v politiki ne gre, ker imaš prvič koalicijo, drugič državni zbor, tretjič, nimaš samo tistih volivcev, ki ti zdaj ploskajo, ne? Imaš tudi druge. Tako da mislim, da bo on tukaj še zelo trčil realna tla, če mu bo dano, da bo vlado sestavljal, ne? Igor, ampak ne, če pogledamo zdaj prejšnje volitve, zdaj pač leta 2014 ni bilo nekih dvomov, da bo pač Miro Cerar zmagal, leta 2018 ni bilo nekih dvomov, da bo Janez Janša zmagal, zdaj tokrat ne vemo, ne, spet smo v situaciji, kjer se dve stranki borita za zmago, kot smo bili tudi prej navajeni na volitvah, recimo 2008 pa potem 2011. Zakaj ti misliš, da je Robert Golob pri tem bolj uspešen kot stranka novih obrazov, kot je bil recimo Marjan Šarec pred 4 leti? Ja, Marjan Šarec je že iztrošil v predsedniških volitvah. Se pravi, ta momentum je dan nekomu tako ki vstopi 4 mesece pred volitvami. Cerar je še malo kasneje vstopil, ampak je na nek način prihajal neobremenjen, se pravi, niti z eno samo izjavo ga ni bilo možno držati, kaj šele, da bi kaj političnega prej naredil. Tako da s tem, da Golob ima to prednost, da ga je Janša katapultiral, ne s tem, ko ga je odstavil z mesta direktorja. In je pa tle en trik, to, o čemer je tudi Janez prej govoril. Robert Golob lahko poveča še svojo prednost, vidimo ob vsem tem nihanju, recimo on lahko pride tudi do podobnega rezultata, ko je prišel Cerar, se pravi 34%, ampak 34% pomeni potem, da Šarec in Bratuškova oba ne bosta prišla v parlament. Ne? In to pa lahko pomeni, da mu zmanjka kakšen odstotek ali pa kakšen poslanec za to, da bi lahko sestavil levo-sredinsko vlado. In takrat bo pa ta problem, o katerem je tudi Janez govoril, pristank na trdih tleh. Ne? Ko se bo pokazalo, tako kot se je zmeraj. Tudi, veste, ko je Janez Janša sestavljal vlade, kot zelo izkušen politik, v vseh 3 primerih je šlo za povsem različne vlade, za povsem različne kombinacije in to ti izkušnje sicer pomagajo, predvsem pri tem, da veš, da si ti kot mandatar najbolj ali pa celo včasih edini zainteresiran, da vlada gre skozi. Ker vsi ti, ki se ti ponujajo kot partnerji, imajo druge železa v ognju, se pravi, predvsem si želijo nekako, da ti ne uspe, da pridejo potem mogoče oni na vrsto ali pa da dobijo s tem podaljševanjem tvojega neuspeha neko večjo možnost za večji izplen. Tako da ta reality check gotovo ga čaka v primeru, da bo sestavljal vlado. In takrat pa seveda bo pa moral tudi imeti en strateški premislek. In to je to, ali bo to dvojnost, črno-beli, vlekel naprej, ali se bo potrudil, da bo pridobil v vlado, v podporo ali celo v vlado tudi nekoga iz druge strani, se pravi, da bo poskušal v sami vladi že postaviti zastopstvo malo širšega dela Slovenije kot samo tega volilnega telesa, ki je zdaj nekako nagnjen k temu, da sestavi čisto levo-sredinsko vlado. Zdaj, po njegovih izjavah pred volitvami Janez tega ni zaznati, verjetno se strinjaš, ampak nekaj je, kar govorijo politiki pred volitvami, drugo je pa pol politična realnost po volitvah. Kako se vama zdi, recimo, bi Slovenija zdaj potrebovala neko širšo vlado? Rekli smo že, vemo, je vojna v Ukrajini, prihaja energetska kriza, verjetno prihaja za njo tudi kakšna gospodarska kriza, draži se recimo hrana, pač grozi nam nižja gospodarska rast, mogoče celo inflacija, marsikaj se bo dogajalo, verjetno potrebujemo neko širšo stabilno vlado, ki bi imela široko podporo tudi vsaj na začetku v javnosti oziroma v volilnem telesu. Ja, glej, absolutno je to, to že dolgo časa marsikdo razlaga v tej državi, da bi morali iti po tem merilu ali modelu, ki je bil včasih, ko so bile še Drnovškove vlade,
ko recimo takšnega grafa, kot sem ga jaz prej narisal, levi blok, desni blok, pred volitvam v resnici nisi mogel narisati, ker je bila to, kar Igor skozi uporablja, levo sredina, desna sredina. Danes v resnici ne, da tega ni več, ampak celo razlagajo nam, ne, mnenjski voditelji, politologi in tako, da je sredina neki izmišljen pojem, ne, kar je, ne bom zdaj o tem, ker bi rad nekaj drugega povedal, ne. A veš, oni so, ta zarečeni kruh je seveda zelo velik problem za politiko, ne. Tukaj sta dva velika problema. Oni so zelo velik požarni zid postavili, kitajski zid, kakršenkoli postavili okrog sebe. Prvič, Golob že, ko je nastopil s tem, da bo fašiste izgnal in je tudi takrat rekel, da nihče, ki je v tej vladi sodeloval, ne more biti pri njemu, razen če te prav čas ušel, tam pa se piše sluga. Ne? In enako zdaj se to, da je ostale tri stranke naredile koalicijo, ne? To pomeni, če so oni koalicija, oni zdaj ne morejo iti brez Levice v neko vlado, ne? Če to karkoli pomeni, da so oni koalicija. Ne? Potem pa se, če imaš Levico v vladi, ne moreš dobiti NSI-ja noter, ne? To mislim, da je jasno. In potem ne moreš sestaviti vlade, ali pa koalicije, ki bi šla kakorkoli čez to delitev. Ne? In v tem smislu tudi mislim, da so z tega vidika, ne, te delitve v politiki, te volitve ravno tako strašljive, kot so bile prej. Ne? Da ni to nič bolje. In Golob je pa itak v svojih izjavah popolnoma, bom rekel, eratičen. Ne? On, kot sem rekel, on še ni dojel, da je politik in da ne more blekniti prve stvari, ki mu pade na pamet. Veš? Njega vprašajo, da pokaži dohodnino, tako kot si drugi reče, ne bom, ker mi je Hojs rekel, ne? Da ne jo pokažem. A veš, ne? In skratka, te reakcije so, a veš, ne? In zdaj si ti predstavljali, da s tem temperamentom in s tem načinom reagiranja se greš pogovarjati za koalicijo z nekom, ki ni tvoj naravni ali pa prisilni zaveznik. Ne? Lej, to smo mi videli pri Jankoviću zelo od blizu. Ne? On pač ni 3 minute naprej mislil, kaj je govoril, tudi na sestankih, ki smo imeli. Ne? In jaz mislim, da se tukaj lahko zelo hitro podobna zgodba ponovi. Ne? Skaj, jaz ne vidim njega kot človeka, ki bi zdaj pa šel širše. Ne? Mislim, da on ne vidi potrebe po tem, če bo lahko. Zato zame bi bil idealen rezultat volitev, a veš, 44-44. Ne? En blok 44, drug blok 44, potem ne, bi se pa moral zmeniti. Ne? In jaz mislim, da bi lahko potem naredili en tak šov, kot je ta poroka na prvi pogled, ne? Kjer strokovnjaki izberejo dva, ki se potem poročita, ki se prej nista poznala in morata živeti skupaj. Ne? A pa saj poskusiti. In jaz mislim, da bo to zanimiv eksperiment. Recimo, nekaj strokovnjakov ugotovi, katere stranke so po programih najbolj kompatibilne in pač naredijo vlado, ne? Se jim ukaže, veš. Potem pa vidimo. Ne? To je zanimivo, kar praviš, Janez, nekaj ravno zdaj, ker sem se peljal na vdajo, sem videl jumbo plakate Janeza Janše, kjer piše od spodaj brez eksperimenta. Lej, ne. Ja, zdaj vprašanje, ne, spet je to pred volitvami, bomo videli po volitvah, ampak vidva sta, ne, Janez, ti si bil potem v drugi Janševi vladi, si bil minister za finance, vidva sta oba v bistvu spremljala od blizu, takrat, ko smo imeli podobno situacijo, se mi zdi, leta 2011, ne, takrat je sicer bila Pahorjeva vlada, ki je padla, vemo, zrušil je zares, tudi Gregor Golobič je povedal, da je on zrušil, in potem so pač centri moči naredili vse, da je Zoran Janković zmagal volitve in se mu je zgodilo to, kar si ti prej rekel, Igor, ne, trd pristanek, se pravi zmagal volitve, ampak ni mogel sestaviti vlade. Ne. Zdaj, Robert Golob, je on v podobni situaciji lahko kot Zoran Janković, kaj ga recimo dela podobnega Jankoviću, kaj ga dela drugačnega od Jankovića po vajnem mnenju? Se mi zdi, da to vse drži, kar sta govorila in prej, kar je Janez govoril, ima pa Robert Golob eno srečno okoliščino za njega, in sicer, da so se standardi zelo spremenili. On na tej levi sredini nima nobenega dolgoprugaša in se bo pravzaprav pogovarjal na nek način s sebi enakimi. Besedo približno vsi na isti način obtežujejo in jo obteženo na isti način razumejo. Se pravi, brez nekih silnih podtonov in besedo, ki jo izrečejo, se jim zdi, da je izrečena apolitično, se pravi, nima nobene politične teže in je ravno tako potem, kot si jo rekel, vzame se nazaj. Z tega stališča mu bo bistveno lažje, kot je bilo Zoranu Jankoviću, ker se je njemu zalomilo že takoj pri glasovanju o predsedniku državnega zbora oziroma predsednici, to, kar on predlagal, in pač enostavno ni razumel, da ob tistih ljudeh se to ne da.
Ob teh ljudeh se da bistveno več višjo stopnjo improvizacije in tega nepoznavanja recimo zakonitosti, ki so veljale za nazaj, to, kar smo mi dali skozi. Tako da v tem primeru bi mu utegnilo biti bistveno lažje. Pri sestavi vlade, se pravi, te napake ne bojo tako zelo usodne, tudi če ima kaj Jankovićevskega v značaju, mu to ne bo tako škodilo, kot je Zoranu Jankoviću. Tako da to se mi zdi, da je ena sprememba od takrat. Ne, sej, lej, če bo on bo po moje pač sestavil vlado levega bloka. Ne. Tudi še en zelo velik kitajski zid je. Ne. Ta napoved, da bojo v prvem tednu pač sprejeli ta zakon 8. marčni, ne, s katerim bi razveljavili cel kup zakonov, ki jih je ta vlada sprejela. Jaz ne vem, kako lahko, kakorkoli se sploh pogovarjati začneš, recimo z NSI-jem ali pa s Povežimo Slovenijo, kjer bi se po vsebini lahko pogovarjal z njimi. Ne. Če je tvoje izhodišče to, da boš najprej ukinil 3/4 tega, kar so oni naredili in da je vse slabo, kar so delali. Ne. Tako se ne moreš človekom pogovarjati, ne, da rečeš, lej, vse ste delali za nič, mi bomo zdaj to popravili, ampak pa ste pa lahko, če hočete z nami v vladi. Ne. Tako smo mi delali koalicijo z Alenko Bratušek enkrat. Ne. In to tako ne gre pač. Ne. Samo Janez, veš, kaj se je spremenilo? Ravno te dve stranke, ki se jih omenil in isti akteri, so z lahkoto prešaltali iz Šarčeve vlade v drugo. In so recimo celo, ko smo gledali to, kako so poslanci oziroma tudi člani vlade, ne, prej napadali Janšo, so zdaj ga mirno sprejeli kot predsednika vlade in tudi kadrovske ukrepe, tudi nekatere zakonske rešitve, ki so bile prej diametralno nasprotne, so z lahkoto požrli. To sem prej govoril, ne, da imamo opravka tle s precejšnjim delom teh novo komponiranih politikov, ki jih to enostavno ne gane. Oni niso tle zato, ker bi dolgoročno nalagali nekaj dobrega za Slovenijo, ampak se zelo hitro prilagodijo konkretni politični situaciji, novi večini in za njih to ni noben problem. No, zato morda lahko, a veš, je problem enega dela Povežimo Slovenijo, ne? Ta totalen pragmatizem, ne pa recimo Nove Slovenije, ne? Po mojem. Ampak, seveda, lej. Pri Novi Sloveniji, poglej tile, ki so prišli zdaj, ne, to so pravzaprav dva sta PR-ovca, kako že, pa sta šolana na nek način, ne. V glavnem so vsi PR-ovci, eden je delal pa za Uber. Ja, tako da to je čisto en druga mentaliteta ljudi, ki grejo v politiko in so ravno tako kot na vodi, mehurčki plavajo in so pravzaprav narejeni za to, da so na vrhu in to jih zanima, biti na vrhu. In ne pa kakšna težka ideologija, to, kar je bila še recimo za časa Peterleta ali pa za časa evropske poslanke zdaj. Ljudmile Novak, ja. No, zato je v redu, da jih težka ideologija ne zanima, ne? Ampak ne, lej, v bistvu gre tudi malo za način komunikacije, pa mislim, lej, ves čas je v politiki tako, da pač pri nas je ta kultura, da po tistih, s katerimi nisi, ne, udrihaš z vsemi kanoni in jim marsikaj rečeš in potem pač to malo pozabiš, ko se soočaš s tem, da je treba pa vseeno vlado sestaviti in da se ponudi priložnost, da boš zraven, okej, ne. In tudi, če se potem kakšna stvar, tako kot si rekel, sprejme drugače, kot si jo prej sprejemal, ali pa gre v drugo smer, kot se je prej govorilo, da bo šlo, to je v redu, ne. To se da vse preživeti. To, da pa seveda ta prvi dan sprejmeš zakon, s katerim zanikaš največ samega sebe, to pa po mojem ne gre, ne. Tudi če si zelo želiš biti v vladi. Omenil si, Janez, inštitut 8. marec. Tole me še zanima vajino mnenje. Kako pa vidite njihovo vlogo zdaj v tej volilni kampanji oziroma nasploh pred volitvah? Jaz sem že parkrat rekel, no, moj občutek je osebni, da imam skoraj občutek, da izbiramo na teh volitvah med Janezom Janšo pa Niko Kovač, ne. Si tudi povedal, kakšna bi bila v tem primeru moja izbira, ne, bi bila Nika Kovač. Kako vidite recimo to funkcijo ali pa to vlogo inštituta 8. marec in koliko to lahko potem je tudi ovira pri tem, o čemer se danes pogovarjamo? Se pravi, da naredimo neko širšo vladno koalicijo po volitvah, če imaš za vratom pač, dajmo reči Bob, Niko Kovač in inštitut 8. marec. Jaz mislim, da če bi ona kandidirala, ne, se mi danes ne bi pogovarjali o tem, a bo levi blok zmagal. To bo sestavil vlade. Ne, ker, a veš,
Ampak ona zdaj ta nek potencial, ki ga ima, ne, in ki se ga je naredila, skuša kanalizirati v podporo nekih strank, ne, oziroma v to, da grejo ljudje na volitve s tiho predpostavko, da bo glasovali za tiste, za katere bi ona glasovala. Ne. Lej, jaz mislim, da je to čist legitimno početje, a ne. Tisto, kar se je meni zdelo, pa zdaj tega, kolikor sem zaznal, ne počnejo, ampak oni so napovedali, da bojo hodili po domovih in ne vem, agitirali za tiste stranke, ki bojo najbolj pravilno odgovorili na njihova vprašanja. A ne? Če bi to počeli, bi bila to kampanja za te stranke in to bi bilo potem se treba urediti po zakonu o financiranju kampanje. Zdaj, če pa rečeš neko zborovanje, pa tam te kot šolačke nekaj sprašuješ, ne, in šteješ, kolikrat so pravilno odgovorili, je pa v redu, ne, meni se zdi v bistvu, a veš, to, kar je Igor prej rekel, ne, da ni dolgo progašal politike, veš, kateri resen politik, ne, se gre ta teater, ne. Veš, da se eni skupini, ki je očitno v enih vprašanjih, vsaj v enih vprašanjih, ki jih postavljajo, dosti partikularna in niti slučajno ne predstavlja niti a veš, povprečja mladih, ne, kaj šele civilne družbe, da enostavno greš tja in se trudiš, da bi jim čim večkrat ugodil s svojim odgovorom, a ne. A veš, mislim, to je v bistvu samega sebe na nek način ponižuješ, ko to počneš, ne. Jaz mislim, da gre za en poskus urbanega dela enih mladih ljudi, pa zdaj vidim, da so tudi starejši zraven, ampak urbanega dela, da bi poskušali nagovoriti ta urbano populacijo, da politika vendarle ni tako resna stvar, da se lahko z njo tudi malo igraš, tako kot urbani svet navadno razume politiko, ne toliko zelo usodno kot recimo podeželski, ne toliko zelo resno, ne. Se pravi, da se gre bolj za neko tako igračkanje, recimo jaz, ko sem na deželi gor rasel, bi temu rekel afnanje in verjetno za marskoga to tudi tako deluje. Ampak za urbani del je pa to izgleda pomembna stvar, da te akcije, ki se grejo, da prinesejo nek rezultat, tudi če je še zelo tako majhen, ne. In v tej praznini resnih tem, ki bi jih uspele stranke in politična elita postaviti na presojo ljudem pred volitvami, se potem takole igračkanje dogaja, ne, in poskuša to umanjkanje velikih tem nadomestiti s tem, ne. Je pa, moram reči, od 8. marca in tega inštituta mi je najbolj všeč ta 8. marc. Ja, zdaj, ni to naša naloga, ampak vendarle, ne, da gremo malo ljudem nasproti, da jim olajšamo volilno izbiro. Če bo rezultat 44-44 in bo Faktor sestavljal novo vlado, potem bosta tako dr. Janez Šušteršič kot dr. Igor Lukšič ministra v tej vladi. Janez, Igor, za danes najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bila volilna napoved, že 721. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako dobra ali slaba je bila tokrat volilna kampanja. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.